Preden je bil New York City poln visokih stavb, avtomobilov in milijonov ljudi, je bil videti povsem drugače. Takrat je bil poln gozdov, veliko rek, potokov, močvirij in živali. Lepi so bili tudi obalni predeli, ki so jih uporabljali za ribolov in potovanja. Tukaj so tisoče let živeli Lenapi, preden so prišli Evropejci. Lenapi so starosirski prebivalci, ki so živeli na območju, kjer je danes New York City in bližnja območja New Jerseyja, Pensilvanije in Delavera. Svojo obsežno deželo so imenovali Lenape Hawking. Niso se le potikali po gozdovih. Imeli so vasi, polja, poti in kraje za ribolov ter lov. Sadili so koruzo, fižol in buče. Lovili so tudi ribe in druge živali, da bi nahranili svoje družine. Manhattan je bil del njihove dežele. Ime Manhattan prav tako izvira iz jezika Lenapi. Kraj se je spremenil, ko so začeli prihajati evropski raziskovalci. Leta 1524 je v newyorško pristanišče prispel italijanski raziskovalec Giovanni da Verrazzano. Plul je, ker ga je Francija poslala, da bi poiskal morsko pot do Azije. In med plovbo je opazil veliko newyorško pristanišče in okoliška zemljišča. Vendar Francija na tem območju ni ustanovila stalnega naselja ali kolonije. Skoraj 100 let kasneje je prišel angleški raziskovalec Henry Hudson. Čeprav je bil Hudson Anglež, je takrat delal za nizozemsko vzhodnoindijsko družbo. To je bila velika trgovska družba iz Nizozemske. Leta 1609 je odplul proti današnjemu newyorskemu pristanišču. Vplul je v veliko reko, ki se danes imenuje reka Hudson. Njegov cilj je bil najti severozahodni prehod, morsko pot, za katero so upali, da bo povezala Atlantski in Tihi ocean. Ni našel poti, ki jo je iskal, toda njegova skupina je opazila, da je na tem območju dobra priložnost za trgovino, še posebej pri nakupu živalskega krzna od domačinov. Zaradi tega Nizozemci so začeli pošiljati trgovce v regijo. Svojo obsežno kolonijo so poimenovali Nova Nizozemska. Obsegala je območja okoli reke Hudson in nekatere dele današnjega New Yorka, New Jerseyja, Delavera in Connecticuta. Nizozemci niso takoj zgradili velikega mesta. Sprva so bile njihove trgovske postaje majhne. Njihova glavna dejavnost je bila trgovina s krznom, zlasti nakup bobrovih kož, ki so jih prodajali v Evropo. Bobrovo kršno je bilo takrat zelo pomembno, saj so ga uporabljali za izdelavo dragocenih klobukov. V zameno za kržno so nizozemski trgovci dajali kovinska orodja, blago in druge izdelke Lenapom in drugim domorodnim skupinam. Vendar niso bili vsi njihovi odnosi pošteni in mirni. Lenapi in Evropejci so imeli različna stališča glede lastništva zemlje. Ko se je število tujih naseljencev povečevalo, so domorodne družine postopoma izgubljale svoje ozemlje. Prišlo je tudi do bolezni in nasilnih spopadov, ki so zmanjšali njihovo število. To je mnoge prisililo, da so zapustili svojo zemljo. Leta 1624 nizozemska zahodnoindijska družba je poslala koloniste, da bi ustanovili stalno naselbino. Nizozemska zahodnoindijska družba je bila podjetje, ki je upravljalo trgovino in kolonije Nizozemske v tem delu sveta. Nekateri kolonisti so se najprej naselili na Governors Islandu, to je bil majhen otok blizu južnega konca Manhattna. Nato so preselili središče svoje naselbine prav na Manhattan, ker je bila njegova lokacija boljša za zaščito pristanišča in reke Hudson. Zgradili so tudi trdnjavo Amsterdam na skrajnem južnem delu Manhattna. Trdnjava je bila majhna vojaška baza, zgrajena za varovanje pristanišča, ladij in dragocenih izdelkov kolonije. Okoli trdnjave so zgradili hiše, skladišča, trgovine in druge stavbe. Novo naselje so poimenovali Novi Amsterdam. To je bila majhna nizozemska naselbina, ki bo kasneje postala New York. Kljub temu, leta 1626 nizozemska zahodnoindijska družba je v Novi Amsterdam pripeljala tudi zasužnjene Afričane. Na silo so jih prisilili delati pri gradnji trdnjave, cest, hiš in drugih delov naselja. Med cestami, ki so jih uredili, je bila tudi nekdanja pot domačinov, ki je kasneje postala Broadway, ena najbolj znanih ulic v New Yorku. To pomeni, da temeljev tega mesta niso postavili samo nizozemski trgovci, ampak tudi domačini, ki so jim vzeli zemljo, in Afričani, ki so jih prisilili delati. Na začetku je bil Novi Amsterdam majhen in neurejen. Ceste so bile blatne, veliko hiš je bilo iz lesa, živali so se prosto sprehajale naokoli in prebivalcev je bilo še malo. Toda lokacija je bila izjemna. Mesto je bilo ob globokem pristanišču, kamor so lahko zlahka vplule velike ladje. Imelo je tudi dostop do reke Hudson, ki je služila kot pot do dežel in trgovskih postaj na severu. Zaradi tega je bilo vedno več ladij.
Prihajali so izdelki in ljudje. Majhna naselbina je postopoma postajala pomembno trgovsko središče. In ko je Novi Amsterdam rasel, tudi vedno več držav začelo kazati zanimanje za to mesto. Kmalu bodo prispeli angleške vojne ladje in prevzeli kolonijo od Nizozemcev. Hkrati se bo spremenilo tudi ime mesta. Iz Novega Amsterdama bo to mesto postalo znano po vsem svetu kot New York. In tako je bilo. Leta 1626 se je nizozemski uradnik Peter Minuit dogovoril s skupino domorodcev glede uporabe Manhattna. Nizozemci so dali izdelke v vrednosti 60 vilderjev njihove takratne valute. Pogosto se to pripoveduje kot preprost nakup Manhattna. Vendar so imeli Nizozemci in domorodci različna stališča glede lastništva zemlje. Za Evropejce zemljo lahko trajno posedujejo. Vendar ni jasno, ali so tudi domorodci, ki so se z njimi dogovorili, to razumeli enako. Ko je Novi Amsterdam rasel, je bilo vedno več hiš, trgovine, skladišča in ladje, ki so prihajale v pristanišče. Eden zadnjih nizozemskih voditeljev kolonije je bil Peter Stuyvesant. Leta 1647 je postal generalni direktor. Stuyvesant je bil strog pri uveljavljanju zakonov. Omejil je prodajo alkohola in poskušal preprečiti delovanje nekaterih verskih skupin, vključno z Judi ter luteranom in kvekerjem, preprečiti svobodno bogoslužje. Mnogim prebivalcem njegovo vodenje ni bilo všeč. Nizozemska zahodnoindijska družba ga je prisilila, da je postal bolj popustljiv v nekaterih zadevah. Medtem pa se je zaostroval konflikt med Nizozemsko in Anglijo. Obe državi sta želeli nadzorovati trgovino in ladijske poti v različnih delih sveta. Zaradi grožnje napada je Novi Amsterdam leta 1653 na severnem delu naselbine zgradil leseno obzidje. Od tu izvira ime Wall Street. Toda obzidje ni ustavilo Angležev leta 1664. Anglija je poslala vojne ladje v Novem Amsterdamu. Peter Stuyvesant je imel na voljo le malo vojakov, veliko prebivalcev pa se ni želelo boriti. Zato je naselbino predal brez večjega boja. Zaradi tega so Angleži spremenili ime New Amsterdam v New York. Poimenovali so ga po Jakobu, vojvodi Yorškemu, bratu angleškega kralja, ki je kasneje postal kralj Jakob II. Tudi ime Fort Amsterdam so spremenili in ga preimenovali v Fort James. Nizozemska je leta 1672 začasno ponovno zavzela mesto in ga poimenovala New Orange. Vendar so ga leto kasneje z mirovnim sporazumom vrnili Angliji. Od takrat je ime New York ostalo. Čeprav so se oblasti menjavale, je ostalo veliko sledi nizozemske kolonije. Nekateri zakoni, posli in način življenja so se nadaljevali. Veliko nizozemskih družin je ostalo v mestu. Angleži so prav tako nadaljevali in razširili suženjstvo. Veliko zasužnjenih Afričanov je bilo prisiljenih delati kot gradbeni delavci, mornarji, obrtniki, hišni pomočniki in delavci v pristanišču. Do 1740 let je bil suženj skoraj vsak peti prebivalec New Yorka. To je pokazalo, da je velik del rasti mesta temeljil na prisilnem delu Afričanov. Zelo strogi so bili tudi zakoni proti njim, še posebej pod angleško oblastjo. Kljub temu pa je New York, ko je pristanišče raslo in je prihajalo vse več priseljencev iz Evrope, postal bogatejši in pomembnejši. Toda ko je nastopilo 18. stoletje, so se začeli zaostrovati spori med Britanijo in njenimi kolonijami v Severni Ameriki. Britanska vlada je uvedla nove davke, da bi pomagala plačati svoje vojne stroške. Eden od teh je bil zakon o žigu iz leta 1765. Po tem zakonu je bilo treba plačati davek na tiskane materiale, kot so pravni dokumenti, časopisi in drugi papirji. Veliko kolonistov se je pritožilo. Razlog je bil, da niso imeli predstavnika v britanskem parlamentu, ki je sprejel zakon. Tukaj je postalo znano geslo: ni obdavčitve brez zastopstva. V New Yorku so postali aktivni tudi sinovi svobode. To je bila skupina kolonistov, ki so nasprotovali davkom in nadzoru Britanije. Organizirali so proteste, bojkot in grožnje proti ljudem, ki so izvajali zakon o žigu. Oktobra 1765 so se v New Yorku zbrali predstavniki iz 9 britanskih kolonij. To so imenovali Kongres o zakonu o žigu. Objavili so izjavo, v kateri so povedali, da britanski parlament ne bi smel obdavčevati kolonistov, če tam nimajo svojih predstavnikov. Takrat še niso zahtevali popolne neodvisnosti.
Toda je srečanje pomagalo, da so se ločene kolonije naučile delovati kot ena skupina proti Britaniji. Ko se je spor zaostroval, so bili tudi prebivalci New Yorka razdeljeni. Bili so patrioti, ki so si želeli odcepitve od Britanije, bili pa so tudi lojalisti, ki so želeli ostati zvesti britanskemu kralju. Leta 1775 se je začela ameriška revolucionarna vojna. Kontinentalno vojsko, vojsko uporniških kolonij, je vodil general George Washington. George Washington je vedel, da je New York izjemno pomemben. Ima globoko pristanišče, pomembno luko in nadzor nad prehodom do reke Hudson. Če bi ga Britanci zavzeli, bi lahko uporabili mesto kot vojaško bazo in prekinili povezavo med severnimi in južnimi kolonijami. Zato so se Američani pripravili na obrambo na Manhattanu, v Brooklynu in na sosednjih otokih. Toda avgusta 1776 prispela je ogromna britanska vojska. Obe strani sta se spopadli v bitki za Long Island in pravijo tudi bitka za Brooklyn. Britanska vojska je bila številčnejša, bolje izurjena in bolj organizirana. Obšli so del ameriške obrambe in napadli njihovo bok. Vojska Georgea Washingtona je bila hudo poražena, vendar njegova vojska ni bila popolnoma ujeta. Po noči je tiho preselil na tisoče svojih vojakov iz Brooklyna na Manhattan z uporabo čolnov in tako rešil velik del svojih sil. Kljub temu, kontinentalna vojska ni več mogla braniti celotnega New Yorka. Postopoma so se umikali, medtem ko je nadzor nad mestom prešel na Britance. Od takrat naprej so Britanci uporabljali New York kot svoje glavno vojaško poveljstvo v Severni Ameriki skoraj ves čas ameriške revolucije. Kljub temu je po porazu vojske Georgea Washingtona New York ostal pod britanskim nadzorom vse do konca ameriške revolucije. Britanci so mesto uporabljali kot glavno vojaško bazo. Od tam so pošiljali vojake, ladje in zaloge na različna območja. Leta 1783 se je vojna končala s Pariško pogodbo. Britanija je priznala neodvisnost Združenih držav. Dne 25. novembra istega leta je britanska vojska dokončno zapustila New York. Po vojni je mesto postalo pomembno središče nove države. Leta 1785 je postal glavno mesto Združenih držav. Tukaj so se zbrali prvi voditelji nove nacionalne vlade. Dne 30. aprila 1789 George Washington je prisegel kot prvi predsednik Združenih držav v Federal Hallu na Wall Streetu. Tukaj se je sestal tudi prvi kongres Združenih držav in pripravil Bill of Rights. Bill of Rights je prvih 10 sprememb ustave. Kasneje so postale pomembne pravice, kot sta svoboda govora in svoboda veroizpovedi. New York ni dolgo ostal glavno mesto. Nacionalna vlada je bila leta 1790 preseljena v Filadelfijo. Toda čeprav to ni bilo več glavno mesto, mesto je še naprej krepilo svoj položaj v poslu in financah. Bank of New York so ustanovili leta 1784 s pomočjo Aleksandra Hamiltona, enega od ustanovnih očetov Združenih držav. Leta 1792 so nekateri borzni trgovci sklenili dogovor, ki je postal začetek newyorške borze. Zaradi tega je Wall Street postopoma postal središče bančništva in investicij. New York je postal še bogatejši, ko so leta 1825 dokončali kanal Erie. Kanal Erie je dolga vodna pot, ki povezuje reko Hudson in velika jezera. Zaradi tega je bilo veliko lažje dostavljati izdelke iz notranjosti države v New York. Iz pristanišča mesta pa so jih lahko pošiljali v Evropo in druge kraje. Stroški prevoza izdelkov so se znižali, število ladij, ki uporabljajo pristanišče, pa se je povečalo. Zaradi tega je New York prehitel Boston in Filadelfija ter postal najpomembnejše trgovsko pristanišče Združenih držav. Skupaj z rastjo poslovanja se je hitro povečevalo tudi število prebivalcev. Leta 1800 je imelo mesto približno 60.000 prebivalcev, do sredine 19. stoletja jih je bilo že več kot 500.000. Veliko priseljencev iz Evrope je prišlo, da bi pobegnili pred lakoto, revščino, političnimi nemiri in verskim preganjanjem. Med njimi je bilo veliko Ircev, ki so pobegnili pred hudo lakoto na Irskem. Veliko je bilo tudi Nemcev in drugih Evropejcev, ki so iskali delo in novo življenje. Leta 1827 so v zvezni državi New York dokončno ukinili zakonito suženjstvo. Toda to ni pomenilo, da je diskriminacija tako izginila. Temnopolti prebivalci New Yorka so še naprej doživljali rasizem. Omejena zaposlitev in neenake pravice. Zaradi hitrega naraščanja prebivalstva so revnejši deli Manhattana postali prenatrpani s tenementi. Tenement je stavba razdeljena na majhna stanovanja za več družin.
Najemnina je bila nizka, vendar so bili prostori utesnjeni, temni in pogosto brez ustrezne vode, zraka ter stranišča. Ker so ljudje živeli tesno skupaj, so se bolezni hitro širile. Leta 1832 je na tisoče prebivalcev umrlo zaradi kolere. To je huda bolezen, ki se običajno širi z onesnaženo vodo, mesto pa se je soočalo tudi z velikimi požari. 12. decembra 1835. Požar se je začel v poslovni četrti spodnjega Manhattna. Zaradi izjemno mrzlega vremena je voda v cevek zmrznila in gasilci so imeli velike težave. Skoraj 700 stavb je bilo uničenih, toda območje so hitro ponovno zgradili z večjimi in sodobnejšimi stavbami. Naraščajoče mesto ni imelo težav le z boleznimi in požari. V revnih območjih, kot je Five Points, so bili razširjeni revščina, prenatrpanost, kriminal in spopadi med tolpami. Toda niso vsi, ki so tam živeli, bili kriminalci. Veliko je bilo navadnih priseljencev in delavcev, ki so se trudili preživeti z nizkimi plačami in v težkih razmerah. Leta 1861 se je začela ameriška državljanska vojna med Unijo na severu in Konfederacijo na jugu. Zvezna država New York je bil del Unije. Vendar je veliko podjetij v New Yorku bilo odvisnih od bombaža iz južnih držav, zato so bila mnenja prebivalcev o vojni deljena. Jeza se je še povečala, ko so uvedli vojaški nabor. Premožen moški se je lahko izognil naboru, če je plačal $300 ali našel drugega moškega, ki bi šel na mesto njega. Za revne delavce to ni bilo pošteno. Julija 1863. Izbruhnili so naborniški nemiri v New Yorku. Začelo se je kot protest proti naboru, a je hitro postalo nasilno. Stavbe so bile požgane in oropane, nekateri izgredniki pa so napadli temnopolte prebivalce. Nemiri so trajali 4 dni in veliko ljudi je umrlo. Po državljanski vojni so se hitre spremembe v New Yorku nadaljevale. Centralni park je bil odprt za javnost leta 1858. Postal je velik prostor z drevesi, travniki, jezeri in potmi, kjer se lahko ljudje sprostijo. Prebivalci so se lahko omaknili iz gneče in hrupa mesta. New York je postal tudi pomembno središče umetnosti in zabave. Na Broadwayu se je povečalo število gledališč, Carnegie Hall je bila odprta leta 1891 in je postala znano prizorišče za koncerte. Ameriški muzej naravne zgodovine je bil ustanovljen leta 1869. Metropolitanski muzej umetnosti je sledil leta 1870, newyorška javna knjižnica pa leta 1895. Hkrati se je povečalo tudi število časopisov in založnikov. Zaradi tega je New York postal eno najpomembnejših medijskih središč v Združenih državah. Mesto je prav tako potrebovalo boljši način za povezovanje oddaljenih območij. Leta 1883 so odprli Brooklynski most. Povezal je Manhattan in Brooklyn čez reko East River. Takrat je bil eden največjih in najbolj občudovanih visečih mostov na svetu. Leta 1886. V newyorškem pristanišču so postavili kip svobode. To je bilo darilo Francije Združenim državam in je postal simbol svobode. Za številne priseljence, ki so prihajali z ladjo, je bil to ena prvih stvari, ki so jih videli, preden so vstopili v mesto. Od leta 1892 milijoni priseljencev so šli skozi imigracijsko postajo na Ellis Islandu. Tam so preverjali njihove dokumente in zdravje, preden so jim dovolili vstopiti v Združene države. Mnogi med njimi so se naselili v New Yorku, odprli so podjetja, delo v tovarnah. Ustanovili so družine in prinesli svojo hrano, jezik in kulturo. Toda ko se je število ljudi še naprej povečevalo, konji, kočije in vlaki na površju cest niso bili več dovolj. Zato so leta 1904 odprli prvo podzemno železniško linijo v New Yorku. Povezala je Lower Manhattan in Harlem, kasneje pa so jo razširili tudi na druge dele mesta. Zaradi podzemne železnice so lahko delavci in več ljudi hitreje potovali, tudi tisti, ki so živeli daleč od svojega dela. V nekaj več kot 100 letih se je New York iz majhnega pristaniškega mesta spremenil v ogromno središče poslovanja, priseljevanja, kulturi in prevoza. A vendar se spremembe tu še niso končale. V naslednjem obdobju bodo začele rasti stavbe in oblikovala se bo znamenita silhueta mesta, ki je znana po vsem svetu. Ko je nastopilo 20. stoletje, se je videz New Yorka hitro spreminjal. Odprli so Williamsburg, most Williamsburg leta 1903 in most Manhattan leta 1909. Ti mostova sta olajšala potovanje med Manhattanom in Brooklynom.
Hkrati so se podjetniki in arhitekti začeli tekmovati v gradnji visokih stavb. Ena prvih, ki je postala znana, je bila stavba Woolworth, dokončana leta 1923. Sledila sta stavba Chrysler leta 1930 in Empire State Building leta 1931. V samo nekaj več kot enem letu je bila zgrajena stavba Empire State Building. Ko je bila dokončana, je bila to najvišja stavba na svetu. To je pokazalo moč, bogastvo in samozavest New Yorka. Toda mesto ni postalo slavno samo zaradi visokih stavb. V 20 letih prejšnjega stoletja je bil New York tudi središče džeza, plesov, gledališča in nočnega življenja. To je bil čas prohibicije, ko je zvezna vlada prepovedala proizvodnjo in prodajo alkohola. Kljub zakonu se je odprlo veliko skrivnih barov, imenovanih Speak Easy. Tu so na skrivaj prodajali alkohol, medtem ko je igrala glasba, plesalo se je in ponujali so različne zabave. Pomembna je bila tudi harlemska renesansa. To je bilo obdobje, ko je v Harlemu zaslovelo veliko temnopoltih glasbenikov in pisateljev, umetnikov in intelektualcev. Velik prispevek so dali k džezu, literaturi in kulturi Združenih držav. Toda to veselo obdobje se je nenadoma končalo leta 1929. Borzni trg na Wall Streetu se je zrušil, sledila je velika depresija, huda gospodarska kriza, ki je prizadela celotne Združene države. Veliko bank in podjetij je zaprlo svoja vrata. Številni prebivalci so izgubili službo in mnogi si niso mogli več privoščiti plačila za svoje bivališče. Nekatere družine so si postavile začasna bivališča na praznih zemljiščih in v parkih. Ta mesta so imenovali Hooverville. Ime so dobila po predsedniku Herbertu Hooverju, ki so ga mnogi krivili za počasno odzivanje na krizo. Pod vodstvom župana Fiorella LaGuardia in zvezne vlade predsednika Franklina Roosevelta so začeli velike projekte, da bi zagotovili delovna mesta. Zgradili in obnovili so šole, mostove, ceste, letališča, parke, bazene in javna stanovanja. Ti projekti so pomagali pri ponovnem vzponu mesta. Ko se je leta 1939 začela druga svetovna vojna, tovarne in pristanišče New Yorka so postali zelo pomembni. Delavci so izdelovali ladje, orožje, oblačila in druge zaloge za zavezniške sile. Ko so Združene države leta 1941 vstopile v vojno, veliko vojakov je iz newyorških pristanišč odšlo v Evropo. Mesto se je pripravljalo tudi na morebiten napad. Na tisoče prebivalcev se je usposabljalo kot prostovoljci za nujne primere in civilno obrambo. Po vojni je bilo veliko velikih mest v Evropi in Aziji uničenih. Toda vojna ni poškodovala stavb in podjetij v New Yorku. Zaradi tega je mesto še bolj okrepilo svoj položaj kot središče financ, medijev, umetnosti in mednarodne trgovine. Tukaj je bilo zgrajeno tudi stalni sedež Združenih narodov. Združeni narodi so mednarodna organizacija, ustanovljena po drugi svetovni vojni, da bi državam pomagala pri pogovorih, sodelujejo in preprečijo novo veliko vojno. Njihovo glavni sedež na Manhattanu je bilo dokončano in v celoti uporabljeno leta 1952. Zaradi tega je New York postal tudi pomembno središče mednarodne diplomacije. Toda v 70 letih se je mesto znova soočilo z resnimi težavami. Veliko tovarn se je zaprlo ali preselilo drugam. Zmanjšalo se je število delovnih mest in veliko prebivalcev se je preselilo v predmestja. Hkrati se je povečala kriminaliteta in poslabšalo stanje številnih stavb in sosesk. Tudi dolg mestne uprave se je močno povečal. Leta 1975 mesto New York skoraj ni imelo več denarja za plačila. Morali so zmanjšati nekatere storitve in zaprositi za pomoč državno in zvezno vlado. Sredi krize se je mestna panorama še naprej spreminjalo. Dvojčka prvotnega svetovnega trgovinskega centra sta bila dokončana v zgodnjih 70 letih. Kompleks pa je bil uradno odprt leta 1973. Oba stolpa sta postala simbol poslovanja in mednarodne trgovine v New Yorku. V naslednjih desetletjih se je gospodarstvo postopoma izboljševalo in kriminal se je zmanjšal. Veliko starih sosesk je bilo prenovljenih, število podjetij in turistov pa se je povečalo. Toda 11. septembra 2001 so teroristi napadli Združene države. Dva ugrabljena letala sta trčila v dvojčka, stavbi sta se zrušili in na tisoče ljudi je umrlo v New Yorku, Washingtonu in Pensilvaniji. Napad je mestu pustil globoke rane, toda območje svetovnega trgovinskega centra so ponovno zgradili. Na tem mestu zdaj stoji spominski park za žrtve in One World Trade Center, ki je postal del obnove spodnjega Manhattana. New York, ki ga vidimo danes, ni nastal v enem samem obdobju. Začelo se je kot dežela Lenapejev, nato je postalo majhno nizozemsko trgovsko naselje, nato je postalo britanska kolonija, pristanišče za priseljence, središče revolucije, poslovanja, kulture in mednarodnih zadev.
Raslo je zaradi trgovine, priseljevanja, gradnje in dela milijonov ljudi. Toda v njegovi zgodovini je tudi odvzem zemlje, suženjstva, revščina, bolezni, požari, vojne, gospodarske krize in terorizem. New York je bil že večkrat preizkušen, toda ob vsaki veliki težavi se je znal spremeniti in vedno znova vstati. In to je razlog, zakaj je nekdanja majhna naselbina na koncu Novega Manhattna postala eno najbolj znanih in najpomembnejših mest na svetu.